še 2 leti, ne? 2 leti je še. Hitro mi povej, vznemirljivost dela Rusija, ZDA, podobno, ne moreš primerjati. Težko primerjam, zato ker je zdaj s Trumpom to podobno tornadu, ne? Kar se dogaja. Mi je pa Rusija bila verjetno v enem smislu razmišljujočem nekako bolj pisana na kožo kot Amerika, ampak Amerika je zelo zanimiva. No? Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, bralke in bralci Večera. Dobrodošli v Večeru za vikend, naši tedenski izdaji dnevnega podcasta Večer je zjutraj. Najprej seveda obvezna zahvala vsem, ki nas pridno spremljate, se odzivate, komentirate, ste nas morda že povšečkali ali pa nas še boste. Predvsem pa boste dober glas o Večeru za vikend delili tudi naprej. Predvsem po tem podcastu ga boste še posebej lahko, ker imam zelo zanimivega gosta. Dober dan, Andrej Stopar, doktor Andrej Stopar. Pozdravljen v rodnem mestu. Dober dan. Z veseljem zmeraj doma. Z Andrejem sva kolega, sodelavca na nek način tudi, ker je Andrej, seveda tudi naš, je bil in upam, da bo spet naš kolumnist. To je zdaj že taka skoraj da javna ponudba, ponovno, da se vrneš k pisanju. Vseeno kratka predstavitev. Andrej Stopar, novinar, urednik, dopisnik, skratka izjemno izkušen medijski človek, predvsem pa tudi literarni komparativist, doktor zgodovine, avtor 2 knjig, prav jih je treba pokazati, 2 zelo dobrih knjig, dokumentov našega časa o 2 državah, ki najbolj zaznamujeta verjetno trenutni prostor in čas, o Putinovi Rusiji, Pax Putina in pa ameriški Rubikon v Združenih državah Amerike, kjer Andrej tudi trenutno deluje kot dopisnik Radiotelevizije Slovenija. Ampak vseeno velja dodati, Andrej je izkušen dopisnik, v Ameriki je 6. leto, predtem pa je 2 mandata oddelal tudi v državi, ki smo jo omenila, torej v Rusiji. Zdaj pa dovolj z moje strani, to je bil mogoče celo nekoliko predolg uvod, ampak toliko stvari v bistvu delaš, si jih delal, toliko zanimivih stvari, da je bilo verjetno že treba gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem in kasneje tudi bralkam in bralcem kaj povedati. Andrej, doma si, na dopustu si, ampak mi povej, nekdo, ki je v tej mašineriji medijski, dopisniški, lahko odklopi v resnici, ko pride domov na neko pauzo, sploh, ker je v državi, kjer, ko so se prej pogovarjala, niti tisto, kar si je predsednik zjutraj zamislil, mogoče čez nekaj ur ne drži več. Lahko. Mislim, da je celo zdravilno, če človek odklopi. Jaz z veseljem odklapljam, ampak to zdaj počnem z veseljem, bom rekel, zdaj, v zadnjem času, v zadnjih letih. Ne? Prej nikoli nisem mogel odklapljati. Zdaj pa odklapljam, ker obiskujem družino in prijatelje in se pri tem osredotočam zlasti na Štajersko. Odkrivam nove kraje, se družim zelo veliko in takrat mi prav zelo ustreza, da se majčkeno odklopim. No? In ne spremljam ravno dnevnega dogajanja toliko kot bi sicer. Ampak malo se vračaš čez lužo, kaj ne dam? Da, prihodnji teden se vračam, mesec dni je hitro naokoli in tudi se vračam tudi z veseljem. No? Moram reči, da jaz imam rad dopisniško življenje in to spreminjanje okolij. To, kar me najbolj vedno zanima, so razlike. Ne? Razlike tukaj, tam ali pa razlike nasplošno med povsod. Povej mi zdaj eno razliko 2019. Ne? Poskušaj nam jo razumeti, zdaj si 6 let v Ameriki. Amerika je država, ki jo je težko razumeti, sva prej ugotavljala, ampak 2019, Amerika 2025. Država, ki jo je težko razumeti, ampak tega mislim, da se večina ljudi v Sloveniji niti, ne vem, če si bi strinjala z nama zdaj, zato ker moj vtis je, da se vsi v Sloveniji ali pa velika večina ljudi v Sloveniji trdno prepričanih, da o Ameriki vedo vse. In da jo zelo dobro poznajo. Ne? Ja, zakaj? Ker gledajo filme ali kaj? Verjetno, ne? Amerika je ikonična. Amerika je ikonična, spomnimo se vseh prizorov. Od New Yorka, LA-ja, klasike recimo Washingtona, teh ogromno filmov, beremo ogromno, tudi v informativnih programih ali pa straneh časopisov veliko pozornosti namenjamo, ampak ko se človek znajde tam, jaz
od začetka je bilo to sploh zelo pogosto, zdaj pa še tudi, pravzaprav skoraj vsak dan, moram kakšen stereotip, zdaj že drobnejši, prej pa večji, zlomiti. Zato, ker nič ni tak, da na tak način se ne odvija, ne dogaja, kot bi jaz v skladu z svojim pričakovanjem to res pričakoval, ali pa mislil, da bi moralo biti. Ne? Najlažje si to predstavljamo kot neko rahlo distordirano sliko. Majčken drugače in ta rahla razlika je tisto, kar človeka razoroži. Ne? Jaz običajno to primerjam z Carolovo Alico v ogledalu. Ves čas si v zazrcalju. To je zame Amerika. In kaj je tam? Kakšna je tam Amerika? Amerika je... Torej Amerika, ki je ne vidimo po popkulturnih kanalih, je ne čutimo, je verjetno niti ne znamo spoznati, je ne vidimo, ko smo turistično tam. Glejte, floskula. Individualistična družba. Ne? Čista floskula. Ampak ta floskula drži. Mi, kot Slovenci, za vso našo zgodovinsko izkušnjo, težko razumemo neko družbo, ki je šla tako daleč v tem individualističnem pristopu. In ne bom rekel, da so ljudje vzgojeni v tem, prepuščeni so mu. In to je najslabše, kar se lahko zgodi. Kajti povprečen Američan nima občutka, kaj to družba sploh je. Ve, da je član neke community, ki ga bo pa seveda pustila tam, kjer je, s težavami, v katerih je, če ne bo neposredno izzvana, to se pa ne zgodi hitro. Zato ljudje dolgo tavajo s svojimi težavami, jih poskušajo reševati popolnoma sami in to na ljudeh pušča zelo globoko vtis, ali pa posledice, in na družbi kot taki tudi. Ne. To je družba zelo osamljenih ljudi. Če gledam jaz svoje ameriške prijatelje, jaz sem tisti, ki ima več prijateljev kot oni. Pa sem tujec. Pa je bilo, če primerjam to z ruskim obdobjem v Ameriki, silno težko navezati osebne stike in reči, ok, zdaj imam pa prijatelje. V Rusiji je to bilo lažje. Po 2 letih sem jaz imel toliko prijateljev v Moskvi, kot jih v Sloveniji nimam. Ne? V Ameriki jih bolj štejem na prste. Ne? Ampak še zmeraj sem človek, ki jih ima več. Kot pa Američani sami. To so neverjetno sami ljudje. Osamljeni nekateri. To ima posledico seveda na način razmišljanja, na zorne kote in seveda posledico, neverjetno, mi vsi mislimo, da Američani zelo veliko potujejo, ne? Ampak velika večina Američanov ne potuje. Še nikoli ni bila v Evropi, še nikoli ni bila zunaj Severne Amerike. Niti v Mehiki. Niti v Kanadi ne. V Mehiki morda, ampak tudi ne. Zelo veliko ljudi niti v Mehiki ne. Kar pomeni, da sploh ne razumejo. Ne? Oni šele ne razumejo sveta. Ne? In pričakujejo, seveda, njihovi horizonti pričakovanja so bistveno širši, daljši in težje sovpadajo z našimi. Ne? Vendar smo mi boljši poznavalci Amerike kot obratno, kljub temu, kar sem do zdaj povedal. Ne? Tudi ne razumejo, ne? Seveda, kaj to pravzaprav kolektivizem je. Ne razumejo, silno imajo v zobeh in v grlu komunizem in socializem, ampak nimajo pojma, kaj pravzaprav to pomeni. Kakšna nevarnost je to bila? Kompletna scena, tam si politično lahko predstavljamo, ne, je pomaknjena zelo v desno. Ne. To, kar je pri njih centrist, je pri njih že kar levičarsko. Ne, kar desničarsko. Desničarsko, pardon. Ne, kar desničar. Ne. To, kar je levo, njihovi levičari so pa za nas sisis. Ne. Mislim, to, kar mi vemo, kar je komunizem tega. Ampak zanimivo je pa to, ne, da recimo ena najbolj glavni think tank ameriškega konzervativizma je The Heritage Fund. Fund iz DCA iz Washingtona. Recimo zelo misionarsko so razpoloženi, ne, in zelo radi pošiljajo razne buklice, razne brošurce naokoli. In dobite domov knjižico, ki govori o socialističnih skandinavskih državah. Ne. In jaz seveda nisem mogel biti tiho in pišem pismo nazaj, ne, da sicer to je zelo fajna, ne, ampak da žali Bog, ne, sta tam 2 republiki in vse ostalo monarhije in tam po socializmu pak nikakor, nikoli ni zaudarjalo. Ali pa dišalo, kakorkoli, za njih zaudarjalo. Ali pa recimo, Niskanenov center je eden, tu so pa libertarijanci, ne, ki jih mi sploh ne razumemo. Ne, in so se odcepili na
seveda nikoli se ne strinjamo vsi zelo, ne, in se je ena skupina odcepila od glavnega libertarijanskega think tanka, ki je Cato Institute, ne, in so organizirali posvet o komunizmu, ki ga je vodil en ugleden politolog iz Johns Hopkins univerze. Ne. Skratka, to vemo, da je ena najkvalitetnejših ameriških univerz. Tip je napisal takšen uvodnik v strokovni posvet, da sem mu jaz pisal, sem rekel, poslušajte, če je to nivo ene najuglednejših politoloških šol v Ameriki, je to pač sramota, ne? Ker to, kar ste vi kot teoretična izhodišča o razmišljanju o komunizmu napisali, s komunizmom nima nikakršne zveze. To ni to. O čem boste vi sploh razpravljali? Ne? No, v skladu z ameriško navado, da no answer is also an answer. Skratka, nobenega odgovora, tudi to je odgovor. Nisem dobil odgovora ne od Heritage Fonda, ki komunicira z mano samo, ko bi želeli donacije, ne? Sploh pa ne z univerze. Ne? Ja, najbrž ga nikoli ne boš dočakal. Ne, pa sem se že sprijazil s tem. Velja še nekaj omeniti. Ne samo, da si radijec in televizijec, si izvrsten avtor pisanih besedil. V teh dveh knjigah, ki sem jih prej omenil, je kar nekaj ponatisnjenih besedil tudi iz Večera, kamor si redno pošiljal kolumne tako iz Združenih držav Amerike kot iz Rusije. In če so zdaj pri Ameriki, se iz tvojih tekstov seveda spomnim, kako zelo natančno in, bom rekel, sofisticirano si znal opisati tudi razkole in polarizacijo ameriške družbe. Mogoče še o tem, kaj ta polarizirana družba je vrnila na mesto predsednika Donalda Trumpa. Da. No, prej si me vprašal Amerika 2019, ko sem prišel v Amerika danes. Danes je seveda nadaljevanje tega, kar se je potem leta 2020 po volitvah takratnih predsedničkih prekinilo. Ne? Bidenovo obdobje vmes lahko razumemo kot en poskus, bom rekel, korekcije. Korekcije ene smeri, ki se je v ameriški politiki in javnosti začrtala že davno prej. Pravzaprav Trump je posledica, simptom tega. Ne? In Trump sam pravzaprav ni ničesar kriv. Ne? On je takšen, kot je. Težava seveda, ki je, zakaj ga volijo? Zakaj so se Američani odločili, da bodo že drugič postavili v Belo hišo človeka, ki je bil dvakrat ustavno obtožen, ki je bil pravnomočno obsojen, sicer ne v kazenskem, ampak v civilnem procesu, pa vendarle dokazano finančno malverziral oziroma ponarejal svoje listine, svoje finančne poročila, svojega podjetja in tako naprej. Zakaj Amerika to počne? In tukaj je odgovorov pravzaprav veliko, ne? Če vzamemo zadnjih 5 desetletij političnega razvoja v Ameriki, se je tukaj dogajalo ogromno stvari, ki so, recimo, strogo strankarsko gledano, ne? Zgodilo se je nekaj, kar mislim, da nima para v svetu, ni primerjave. Ne? Stranki zamenjata volilni telesi. Ne? Kompletno zamenjata volilni telesi. To se je zgodilo po letu 1965, torej ko je predsednik Johnson, ki je nasledil umorjenega predsednika Kennedyja, podpisal 2 zakona, ključna zakona, ki sta formatirala sodobno Ameriko, to je zakon o volitvah in zakon o državljanskih pravicah. S tem so pravzaprav odpravili segregacijo. 100 let po državljanski vojni, ki je nastala zaradi suželastniškega sistema. Ne? Tam so bile anomalije, da recimo stalni prebivalci Washingtona, zveznega okrožja Kolumbija do leta 1961 sploh niso imeli volilne pravice v primeru predsedniških volitev. Ne? Takšna je bila Amerika. To se je spremenilo s tema 2 zakonoma, ampak Johnson, ki je bil sam Teksašan in torej predstavnik južnih demokratov, stranke rasistov in segregacionistov, ne, je takrat ugotovil, no, in izgubili smo ameriški jug. In to se je zgodilo. Skratka, konzervativci iz ameriškega juga so zamenjali protestno stranki in postali volivci republikancev. In to se je konsolidiralo nekako v času Reagana v 80-ih letih. Na kar se je, seveda, sta se zgodila recimo 2 procesa popolne perturbacije. Prvi, zunanji politiki. Predsednik Bush, starejši, in nato kasneje predsednik Bush mlajši, z posegi na Bližnjem vzhodu in z vojno proti terorizmu, in 2 demokratska predsednika, Clinton in Barack Obama, s poskusom
notranje, recimo temu, regulacije. Clinton sploh je začel z Torej večje, močnejše države in tudi varstva, recimo potrošnikov, varstva državljanov, recimo zdravstveni reforme, zavarovanje za čim večji krog ljudi in tako naprej. Kar je ta klasični, bom rekel, podjetniški duh ameriški navdalo z nekim občutkom omejevanja, utesnjevanja pravzaprav, ne? Hkrati je bil Clinton tisti, začelo se je že v Reaganovem času, ampak v času Clintona je prišel do izraza tako imenovani outsourcing, industrijski, in seveda revolucija belih ovratnikov, če želite. Pošiljali so, vsa težka industrija se je preselila tja, kjer je proizvodnja cenejša. To je zelo pomembno za razumevanje zdajšnjega trenutka, ne? In ta proces se je končal v času Baracka Obame. Ne? In zato je sledila ta močna reakcija, v katerem Clintonova kot predsedniška kandidatka ni uspela in je prišel v Belo hišo v prvem mandatu Donald Trump. Borec proti regulaciji in borec, to je pa zdaj razvidno, po vračanju proizvodnje na ameriška tla. Zdaj, ali bomo uspelo ali ne, pustimo stati, ker je še prezgodaj. Ne? Ampak Amerika pravzaprav je velesila, nadzira finančne tokove, proizvodnih pa pravzaprav ne več, zato ker večine stvari ne proizvaja več. Vse je v Aziji. Ampak zdaj, vprašanje je, če je to mogoče zdaj popraviti zaradi tega, ker je proizvodnja tako draga. Ne? Ja. Seveda lahko z zaščitnimi carinami izseljujete države vsega sveta, pravzaprav, ne? Čeprav z nekimi zelo nenavadnimi pogledi na to, kaj pravzaprav je zunanji trgovinski primanjkljaj. Ne? Ampak vprašanje je, ne? Seveda, če je gospodarsko vzdržno seliti proizvodnjo v Ameriko, če nihče potem teh izdelkov ne bo sposoben plačati. Zato, ker bodo preprosto predragi. Ampak to so tisti globji notranji razlogi, ki ženejo ameriško politiko v tem trenutku in pravzaprav vplivajo na volivce, da se odločajo tako, kot se odločajo. Nam je to težko razumeti, marsikaterim Američanom je to težko razumeti, ker vedeti moramo, da pač ameriški sistem je v predsedniškem primeru je elektorski, skratka ne volijo neposredno državljani. Hkrati je pa za njih značilno the winners takes it all. Skratka, zmagovalec pobere vse glasove, nimajo proporcionalnega sistema. In če to štejemo zdaj, koliko ljudi dejansko je volilo, eno ali drugo opcijo, vidimo velike diskrepance, velika razhajanja v številu ljudi in lahko se zgodi, da večina volivcev voli enega kandidata, ampak zaradi elektorskega sistema ali pa zaradi sistema, ki sem ga omenil na kongresni recimo ravni, je izvoljen pravzaprav nekdo iz nasprotnega tabora. Ne? To je značilnost ameriškega sistema, ki mu mnogi nasprotujejo, zdaj sploh so glasni ti glasovi, ampak sistem je takšen, kot je. Ne? Se lomi zaradi vseh teh poskusov večanja moči izvršne veje oblasti pod Donaldom Trumpom. In tukaj lepo vidimo, kako je bil ta sistem v bistvu ustvarjen z enim, recimo temu z neko in bona fide. Zaupanje, v dobri veri, da seveda, da tega nihče ne bo zlorabil. Ne? Donald Trump je pa navajen, ker je pač zmeraj bil zasebnik. In tukaj lepo vidimo, kako, če se spomnimo, še v 90-ih letih v Sloveniji, ko smo začeli propagirati, politika mora biti tako, kot upravljate podjetje, menedžerska uprava. To ni res. Politika je popolnoma drugačna sfera in je treba upoštevati neke popolnoma druge kriterije. In zdaj ima Amerika menedžerja, ki sicer niti ni najboljši menedžer, glede na to, da je tolikokrat bankrotiral, ampak vendarle, navajanje tega pristopa in absolutno se ne ozira na posledice. V politiki ima pa vsaka odločitev toliko posledic, ki jih ne moremo v bistvu niti predvideti. In to se zdaj dogaja. In to je v tem trenutku, seveda, se pa potem začne postavljati vprašanje, zakaj pravzaprav bi nekdo zaupal menedžerju, zato ker menedžer bo pogledal na stroške.
Ampak tega menedžerja so gledali že en mandat. Da. Vrnil se je morda še bolj na steroidih, nekateri pravijo. Torej neko izkušnjo z Donaldom Trumpom je Amerika že preživela, ga je odvolila, ampak ga je vrnila nazaj. Povej, v teh prvih 6 ali koliko meseci je zdaj minilo od njegove vrnitve v Belo hišo, kakšna je zdaj reakcija na vse njegove poteze, ki so bile na nek način napovedane? Trump dela to, kar je napovedal, da bo delal. Težava pri Trumpu je, da ga je težko poslušati. Namreč v tej poplavi besed, ki jo on proizvaja nenehno, se zmeraj znova zalotimo, da smo ga nehali poslušati in zlilo se mimo naših ušes, ampak on dejansko zelo natančno pove, kaj bo naredil. In običajno je to tako radikalno in zveni tako radikalno, ker ni navajen razmišljati o nekih političnih razsežnostih, posledicah, da vsak misli, se to človek pač pretirava. Nič ne pretirava. V prvem mandatu se je zgodilo, da ker je bil neizkušen v tem pogledu, se je obdal z ljudmi, ki so poznali sistem in ki so ga na nek način ovirali. Ustavljali so ga. Gospod predsednik, to ni zakonito. Ne moremo. Zdaj že z nominacijami, potem pa z imenovanji članov svoje administracije in z ukinjanjem posameznih resorjev, je jasno, da se je te lekcije se naučil in ni spustil svojo bližino ljudi, za katere je predvidel, da ga bodo ovirali. Kaj vse je tu name of the game? Rekel si, eno je povrnitev ameriškega industrijskega blišča, čeprav morda veva, da je to nepovraten proces, ta outsourcing, ki se je zgodil. Kaj je na drugi strani? Govorimo o zatonu Amerike, o stoletju ameriškega zatona, o nekih preusmeritvah ameriških vitalnih interesov. Ali je to obnova nekega novega ameriškega imperializma na drugačen način, ki se izraža pač v trgovinskih vojnah, v jutranjih napovedih, da bi malo imeli Kanado, potem bi si poželeli Grenlandije in česa. Poimenuj nam bolj enostavno vse to. Prav gotovo Trumpov načrt ni padec imperija. Tega se moramo zavedati. On preprosto ravna v skladu s svojim, recimo, dnevnim interesom. Kako si on ene zadeve predstavlja. Trump je človek, ki je že desetletja govoril o zaščitnih carinah. In zdaj jih je pač uvedel. Ne glede na to, da zaščitne carine čutijo celo bolj kot države, proti katerim so v bistvu uvedene, ameriški državljani, kajti ameriški državljani plačujejo. In ko bodo uvedene, seveda v popolnem obsegu, če vse ne vemo, ker jih skozi odlaga, bodo oni plačevali. Sej, kdo pa plača dajatev? Plača ameriški uvoznik, ki potem prevali ceno na potrošnika. To je, mislim, tukaj ni no-brainer, bi rekli Američani. Ampak, tukaj njegov cilj je pravzaprav prevlada v zahodni hemisferi, zato se veliko več ukvarjajo z Latinsko Ameriko, kot so se ukvarjali prej. Hkrati pa seveda gleda čez Tihi ocean, torej največ iz Atlantskega, ker vidi največjo konkurenco na Kitajskem. Upravičeno, kajti danes svetovno proizvodnjo nadzira Kitajska. Proizvodnjo in pa ključno trgovino s ključnimi surovinami, kot so recimo redke zemlje. Zato pravzaprav je Kitajska v vsej tej trgovinski vojni ali pa v tem tornadu odločitev uvajamo, ne uvajamo, premikamo in pogajamo in tako naprej, tako zelo mirna. Kitajska se ne vznemirja. Evropska unija na drugi strani pa je pokazala svojo kolosalno šibkost in zmotno predstavo o sami sebi. In je mislim, ne vem, kako so pravzaprav se sploh vrnili v Bruselj z straight face, bi rekli, z resnim izrazom na obrazu, po popolno kapitulacijo, tako se ne pogaja. To ni bilo pogajanje. In moram reči, da jaz sem pa vendarle opazovalec z druge strani luže in sem pričakoval in tudi videl več adutov v evropskih rokavih, kot so jih pravzaprav sploh slotili v Evropi. In sem pričakoval, da jih bodo uporabili v teh trgovinskih pogajanjih in jih niso. Tako da to je
nenavadna situacija, ampak kaže pa, ne, seveda, na izjemno pešanje moči in vpliva Evropske unije, ki postaja v varnostnem pogledu. Ne? Če govorimo o popolno novi definiciji besede zaveznik, kaj je danes zaveznik? Ne? Sedite v istem varnostno-strateškem klubu, ampak tretirajo vas pa lahko slabše od nadsprotnikov, ker se z vami nikoli niso tako poglobljeno ukvarjali in vas analizirali kot nasprotnika. Ne? In na koncu ste veseli. Ja, v resnici je res neverjetna ta servilnost Evropske unije do Združenih držav Amerike, še posebej zdaj do Trumpa, ki se res obnaša skoraj da nasilno, seveda, do evropskih včerajšnjih še zaveznikov, ampak vseeno, izjemno uspešno, bom rekel, prenaša stroške reindustrializacije, zelenega prehoda, energetske krize, oboroževanja na Evropsko unijo. Ne? Ampak zelenega prehoda v Ameriki ni več. Z novim proračunom so popolnoma ukinili kompletno financiranje Bidenove politike energije prihodnosti. In vrnili vse v roke fosilnim podjetjem, ki pač temeljijo na izrabi fosilne energije. To je isto kot pri znanosti. Da je raziskava uspešna, mora biti financiranje zagotovljeno kontinuirano. Ne morete sredi eksperimenta prekiniti eksperimenta in potem pričakovati, da bo rezultat čez 2 leti. Ni ga. Ne? In to se je zgodilo zdaj, z razvojem zelenih energij in razvojem delovnih mest na tem področju. Ne? Bidenova administracija je ogromno v to vlagala. Ne? Rekordno. Ne? Zdaj, drugo rekordno področje te administracije je bila infrastruktura. Čeprav infrastruktura je bila pravzaprav pred očmi Trumpa in Trumpove administracije v prvem mandatu, ampak niso naredili na tem področju nič, niso utegnili, ker so se ukvarjali kako bi predsednika malce zaustavili, oziroma predsednik pa se ukvarjal s tem, kako bi pač preskočil te ovire. Ne? Zdaj tega ni in grejo neki določeni infrastrukturni projekti naprej, ampak cezura je ogromna. Ne? In težava je v tem, da so v tem pogledu Američani zdaj postali podobni majčkeno Slovencem, ki se nikoli ne sklicujemo na kontinuiteto vlad, ampak začnemo z Kristusom. Vsakič od nule. In tukaj so se odločili Američani narediti nekaj podobnega. Ne? In ta Kristus jih bo zelo udaril. Ne? Tukaj se niso dobro zmenili z onostranstvom, zaradi tega, ker preprosto zamujajo svojo komparativno prednost. In veliko je bilo narejenega. Mislim, meni recimo so zelo skeptično nekateri moji predstavniki mojega občinstva gledali, ko sem jaz trdil, da je Biden eden najboljših predsednikov ameriških v 20. stoletju. Ne? Ja, ampak na drugi strani je Trump vredno posledica norega razočaranja Američanov nad Bidenom. Torej ga volilno telo ni razumelo. Ne. Drži, absolutno. Kajti vsa zgodba, zdaj govoriva ves čas o Trumpu, ampak v bistvu bi mi dva morala govoriti o demokratih. To je zgodba o demokratih, to ni zgodba o Trumpu. Volilne izbire so se zgodile tako, kot so se zgodile, zaradi globokega, kardinalnega razočaranja z demokratsko politiko v zadnjih desetletjih. Nekaj se vleče iz 60 let naprej, kar sem omenjal prej, kajti menjava stranke ni lahka odločitev za zelo tradicionalno usmerjene volivce, kar je za Ameriko značilno. Ampak potem ogromno korupcije na lokalnih ravnih. Recimo v New Yorku boste slišali, da mi zmeraj volimo demokrate, zato ker so cenejši. In New York, recimo, je čudovit primer zdajšnjih primaries za županske volitve. Imate Zorana Memdanja, ki je edini demokratski politik, ki je ponudil nek svež, drugačen pristop volivcem in šokiral vse, zlasti pa donatorske lobije. In lastno stranko. Ja, in lastno stranko. In se ga dezavuirali na celi črti. Najprej so se vsi povezani združili za hrbtom Cuoma,
nekdanjega guvernerja, ki je moral odstopiti zaradi dokazanega spolnega nadlegovanja žensk. Mislim, prečudovit kandidat, bi človek rekel. Ne? In na to. Ampak se je taka Amerika tudi za. No, mislim, to radi počnejo, ja. Ne? Zdaj imamo tudi Epsteinove primere. Ampak tukaj recimo je bil tak aktualen, svež primer in potem, ko so gotovili, da Cuomo ne bo šel skozi, se bodo verjetno povezali v podpori zdajšnjega župana Erika Adamsa, ki je tudi demokrat, nekdanji policijski načelnik, ki pa ga je Trump prišel pred sodišče zaradi korupcije. Mislim, prekrasni kandidati. Ne? In stranka bo podprla raje take figure, kot pa nekoga, ki presega okvire, ki je out of the box, ki nudi nekaj drugega, ampak je za ameriški okus preradikalen. Posega na področje zgornje meje najemnin. Najemnine so sveta krava New Yorka. Ne? In tukaj bolje, da ne. In to je ta zgodba. To je ta zgodba gerontokracija, kar se je lepo videlo v primeru Nancy Pelosi in samega predsednika Bidena, ki, da samo dokončam misel o najboljšem predsedniku, ki je bil najboljši predsednik, ampak nekje tam prva 3 leta. Kajti glavno razočaranje demokrati, ne glede na grožnjo, ki jo je predstavljal Trump, se je zgodilo seveda, ko je postalo jasno, kako je stranka pripravljena prikriti kognitivno pešanje predsednika in ga peljati v nov mandat in prekrivati to še naprej. To je bil ta Rubikon. To je bil Rubikon, ja. Rubikon 2. Prvi je bil že Trump. Ja. In potem smo pa samo začeli opazovati, kdo pravzaprav je prestopil na Trumpovo stran. In tukaj bi se morali pravzaprav zelo dobro demokrati vprašati, ali je njihova politika sploh še ustrezna, ker so začeli prehajati predstavniki manjšin. In najpomembnejše, daleč najpomembnejše, seveda niso temnopolti Američani, Afroameričani, ampak latinskoameričani. In zdaj pa moramo vedeti, da latinskoameričani, ki pa prihajajo in so seveda zdaj deportiranci, hkrati prihajajo iz tistih držav Latinske Amerike, ki običajno se nagibajo na levo v zdajšnjih režimih. Torej prihajajo konzervativni ljudje. Zlasti proti prišlekom so pa 3. in 4. generacije Latinskoameričanov. Kubanci na Floridi. Zakaj je Florida tako konzervativna? Zato, ker vsi gledajo preko na Kubo in se jim megli zaradi Castrove družine. Ne? Ti vsi volijo republikance. Zdaj se bo začelo to dogajati v Teksasu, kjer so latinskoameričani, seveda do zdaj veljali za podporniki demokratske stranke, ne? Zdaj kar naenkrat prehajajo na republikansko stran. Zato, ker so proti novim priseljencem, in tu se je lepo tudi videlo, kako so oblikovali predvolilno kampanjo republikanci proti priseljevanju. Uporabili so sicer manj latinskoameričane, ampak Indijce. Prvo generacijo Indijcev rojenih ali pa dodobra preseljenih, ki so razlagali, kako se je treba priseljevati v skladu z zakonom, ker drugače ni v redu. Ne? In nihče več ne gleda ne na osebno stisko ljudi in zelo radi prisluhnejo tem zgodbicam predsednika in ostalih, ki so pač na republikanski strani kandidirali za kongres, recimo, ali pa senat, tretjino senata. Namreč ampak zlasti predsednik to ubeseduje, morilci, posiljevalci, ljudje, ki so jim odprli vrata v raznoraznih psihiatričnih ustanovah. In potem, ko pogledaš, koga deportirajo, zakaj potem gredo pri tej poplavi morilcev, zakaj gredo na gradbišče? Pa 100 ljudi aretirajo in jih potem pošiljajo na Alligator Island na Floridi. Torej na novo zgrajen zapor sredi močviri in komarjev in vsega. To je pravzaprav metoda, kako prestrašiti ljudi. In dejansko, kar jim je uspelo, kar je pa res Trumpovi administraciji uspelo, kar naenkrat več ni prosilcev za azil.
Ne prihajajo več na mejo. Ne? Seveda so ljudje izkoriščali ta institut azila. Ne? Nihče ne zanika. Ampak ti ljudje, ko so dobili možnost, so začeli vsi delati. V Ameriki ni brezposelnih Latinskoameričanov. Ne? In Amerika potrebuje delovno silo, kljub preseljeni proizvodnji. Ne? Zdaj tudi sam predsednik Trump ugotavlja, da čeprav so nedokumentirani, skratka nezakoniti priseljenci, ampak za delo na farmah, na kmetijah so pa zelo primerni, ker tega dela nihče več ne dela. Ne? In zato ima Kalifornija te strahotne težave, zato ker jim, če drugod grejo na gradbišča, v Kaliforniji gredo na farme, na vele posestva. In kar naenkrat aretirajo polovico razpoložljive delovne sile. Ne? Kdo bo to delal? Ne? In tu je ta dvojnost, ne? Ampak jaz običajno primerjam, da bi pač približal to razumevanje ameriške družbe evropskemu, slovenskemu, recimo, horizontu pričakovanja, če rečem iz literarne teorije, je to, da je Amerika kultura paradoksa. Medtem ko smo mi, seveda, kultura farse. Ampak zdaj Trump si je nekako torej trasiral pot do konca mandata, obkrožil se je z ljudmi. Zgodilo se je nekaj, kar je veliko vprašanje, kaj bo s tem koncem mandata, kdaj bo ta konec mandata njegov. Ne? Ampak je pričakovati v Ameriki nek politični upor, neke socialne nemire, neko resno opozicijo temu vulgarnemu in agresivnemu pristopu v politiki, ki ga uprizarja, ne samo na domačih, ampak na mednarodnih odrih. Ker nekaj Američanov vendarle poznam, ki se jim kar obrača želodec. Seveda, nekateri se izseljujejo. Ja. Ne? Ampak problem je seveda spet pri demokratski stranki. Ta stranka se ne zna strezniti in poiskati nekega strateškega načrta, kako iz vsega tega in seveda ponuditi potem ustrezni antidot vsemu temu. Ne? Dokler se to ne bo zgodilo, enega prav upora ne gre niti pričakovati, zato ker ljudje podpirajo prelom s sistemom, za katerega, to je pa kar splošno tako konsolidirano mnenje, je zlomljen, ima preveč napak, treba je nekaj spremeniti. In Trump je v bistvu Trump je zajahal ta val. Mes bo pa polomo stoletja star sistem. Zato, ker mehanizmov ker vedeti pa moramo nekaj, da tisti, ki aparat, ki sistem vzdržuje, je sestavljen predvsem iz ljudi, ki so svoje službe dobili seveda v času pospešene regulacije, kar pomeni, da je večina državnih uradnikov nekako bolj v demokratskem pulu, kot pa v republikanskem. In ta vojna proti zvezdnim državnim uslužbencem, ki je napovedana, zmotna je predstava, da ti ljudje sedijo v Washingtonu, ki je v veliki večini mesto, ki voli demokrate, tam 95%. Ti ljudje so povsod po ZDA. In seveda zlomiti sistem, kako ga je mogoče zlomiti, s tem, da seveda onemogočiš tem ljudem, da nadaljujejo svoje delo, ker čim ga nadaljujejo, delujejo proti tebi, če si ti lomilec sistema in se kardinalno ne strinjajo z njim. In to Trump počne, vulgarno, tako nasilno, nepredstavljivo, nihče z tega, tako da nekdo mrtvo hladno v 3 mesecih svojega mandata ukine Ministrstvo za izobraževanje. Pustimo agencije. Ministrstvo za izobraževanje. Ali pa, da se odpove torej podaljšanje roki Amerike, ki z mehko močjo širi vpliv v svetu, kot je bila Agencija za mednarodni razvoj. Ukinjena. Tega si še ni v sanjah ni mogel predstavljati. Agencija za mednarodni razvoj je imela večjo težo za mnoge, kot katerokoli ameriško zvezno ministrstvo ali agencija, celo kot tajne službe, celo pomembnejša od Bele hiše za določene države po svetu. Soft power, ne? Seveda, zato ker je kaj? Financirali so vse zdravstvene projekte, kot so cepljenja, kot so zdravljenje okužbe HIV, razvojni projekti, kako do vode, kako do ne vem česa.
To mehko moč izvrstno uporablja v Afriki, zdaj Kitajska. Odlično. Se je naučila marsikaj od Združenih držav Amerike. Seveda. Kdo je začel? Začel je pa predsednik Kennedy. On je ustanovil Agencijo za mednarodni razvoj. In še ena zanimiva, drobna taka zadeva, demokratizacijo Amerike. Ne? To, kar mi razumemo od demokratizacijo. Američani so tako prepričani, da so najboljši sistem na svetu, prva država, prva demokracija na svetu, voditelji svobodnega sveta. Ne? Domovina pogumnih in dežela ne hrabrih, svobodnih. Ne? Ampak to, da so to postali, je omogočila hladna vojna. Kajti Sovjetska zveza je bila tista, ki je ves čas učitala, pa kaj ste vi? Država belih rasistov. Kaj boste vi govorili? Zato so bili ti zakoni, ki sem jih prej omenil, tudi podpisani. Amerika je doživela skoke v demokratizaciji zaradi konkurenčnosti. Težko se je predstavljala kot konkurenčna sila ideji, kot je pač ima komunizem v svoji srčiki, ne, te enakosti, nadnacionalne povezanosti, internacionalizma kot takega, s tem, da je segregirala lastne državljane. Ne? Segregacije so se v veliki meri otresli zaradi mednarodne konkurence, ki je seveda z padcem vzhodnega bloka izginila. In potem pijani od zmage, kot enopolarna, torej vodilna sila enopolarnega sveta, naredili kar nekaj napak. Ne? Še nekaj nam proba Andrej razumeti, ne, v tej kompleksni ameriški sliki, to je odnos do trenutno najbolj eksemplarične tragedije sveta, torej do Gaze, do Izraela. Ne, zakaj polna zaslomba Združenih držav Amerike, obeh strank, obeh političnih taborov, Netanjahuju, torej tako rekoč soglasni aplavzi ob njegovem zadnjem, mislim, da nastopu v kongresu, in ne nazadnje skoraj da niti ene poteze ni, ki bi nakazovala, da bi Amerika lahko umaknila to za Netanjahuja oziroma za izraelsko vlado ključno podporo. Sprašuješ na politični ravni ali sprašuješ glede na pričakovanje javnosti kot takšne? To sta dve različne zgodbe. Probaj nam oboje razložiti, če gre. Po političnem pogledu je Izrael daleč najtrdnejši in neizpodbiten zaveznik Amerike v tej regiji, ki je ključnega za svet ključnega pomena. Dobro, to razumem. Na njih se lahko zanesejo zmeraj in hkrati obstaja seveda zelo močan judovski lobi v Ameriki. Ne? Čeprav, ne, tukaj moram tako poudariti, bogat, ampak ne več tako zelo enoten, kot bi si mi predstavljali. Hkrati je stranka judovskega lobija so bili demokrati, ne republikanci. Ne? Tudi to je treba vedeti. Ne? Tako da se tudi te naveze nekako lomijo. Zelo zanimivo je bilo, ko so bile volitve, ne, zadnje, so voditelji arabskih Američanov zaradi razočaranja nad Bidenovo politiko do Gaze, ki pa je vendar bila lovljenje nekega ravnotežja, seveda neizpodbitna podpora Izraelu, pa vendarle, oni so bili tisti, ki so začeli z to humanitarno, začel je OZN, ne? Ampak niso nasprotovali humanitarni pomoči, recimo, in tudi veliko prispevali. Ne? Ampak zato, ker je v Ameriki zmeraj več volivcev, ki so arabski Američani in imajo neke stike seveda s svojimi domovinami in so za arabsko stvar, in to so bili predvsem volivci demokratov, ena izmed manjšin, so pričakovali od Bidena več. In potem so voditelji arabskih Američanov začeli pozivati volivce naj volijo Trumpa. Ampak v Palestini so se vsi bali tega najbolj. Se je bil Trump tisti, ki je prinesel tudi na simbolni ravni veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki ima v družini seveda Jude, ne? In je bilo jasno, da tam seveda nekega razumevanja arabskega vprašanja v tem pogledu sploh ne bo in ga tudi ni. Ampak catch-22, arabski Američani so se odvrnili od demokratov in so volili Trumpa. Ne? Hočem reči, tukaj so zadeve na zelo, zelo različnih ravneh, hkrati so se pa zdaj stvari prišle do nekega tako do neke skrajne točke, ne, da to poudarjati, ne, je znak antisemitizma.
In tukaj vidimo potem problem s Harvardom, recimo, in s tujimi študenti v Harvardu ali pa temi aretacijami raznih arabskih študentov. Nekaj primerov je razvpitih, ampak niso osamljeni. Ne? Kako je policija, kako so univerze dušile študentske proteste v podporo Gazi in tako naprej. Vse pod ključem antisemitizma. Ne? Ena zelo redkih, in to je nano perspektiva, ne? Skupin, ki govori o tem, kar se dogaja v Gazi, kot o genocidu, je ena majhna skupina washingtonskih katolikov. Slučajno jih poznam, ampak res po naključju. Jaz in ena turška novinarka so bila edina novinarja, ki so potem šla, ko so imeli en tak zelo simboličen, malo številen protest pred papeško nunciaturo v Washingtonu, kjer so pozivali novo izvoljenega papeža, predtem pa tudi Frančiška, naj vendar gre v Gazo in ustavi genocid. To je bilo za Američane neverjetno pogumno dejanje, ker so tvegali, da bodo takoj ožigosani kot antisemiti. Ne vem, če sem odgovoril na to vprašanje, ne, zakaj ta dvojni odnos. Težava pri Ameriki je, da so vsi priseljenci, hkrati pa so zmeraj tiste prva generacija, ki se je priselila in rodila otroke, so te otroke skušali, in to je tudi slovenska zgodba, asimilirati, kolikor se da. Niso jih učili slovenščine ali pa njihovega maternega jezika, ker so želeli, da govorijo angleško brez naglasa, da niso drugorazredni državljani. In s tem dvojnim bremenom, ne, dvojne identitete in ne popolnoma podprte identitete, seveda z ene strani, Amerika ustvarja eno zelo zanimivo družbo. Imate individualizem na eni strani, razbite identitete na drugi strani, in ko vse to skupaj povežete, ne, bi rekel tako, ne, kot govorimo, da Madžari kovnejo v 3 nadstropjih, ne, imamo pa tam ljudi, ki ameriško družbo razumejo v 10 nadstropjih. In je zelo težko to poenostaviti. Ne. Stvari so zelo preproste, ampak so v tej preprostosti strahotno komplicirane. Veš kaj, imam eno vprašanje, ki bo mogoče zvenelo enostavno, ne, profano celo, ampak vseeno, življenje v Ameriki, ne, kako se je spremenilo? Živiš v bablu washingtonskem morda, ne, ki je nek verjetno sui generis subjekt znotraj ameriške države, ampak potuješ po Ameriki. Kaj opažaš? Kaj vidiš? Ne? Ker v Evropi se dosti pogovarjamo v zadnjem času o spremembah načina življenja, o draginji, o spremenjenih navadah, o militarizaciji. Kaj pa ti v ameriški družbi vidiš? Kratko? Jaz moram reči kot tujec, ne, in to bo zdaj spet paradoks, ne? Ja. In najhitreje najdem skupni jezik z republikanci. Pa ne zato, ker so tudi slovenski Američani v večini republikanci, oziroma volijo republikansko stranko, ampak preprosto, ko človek pride na podeželje, ne samo, da je demokratov manj, niso nezaupljivi. V tem smislu, da bi zavračali tisti prvi stik, ne? Dam primer, volitve lansko leto. Snemalcem so šla v Pensilvanijo in prideva namenoma sem izbral Pensilvanijo, ker je zelo povedna. Vedno je ena izmed prelomnih držav. Ja, swing state. Hkrati je vsa rdeča, torej republikanska, razen Filadelfije na vzhodni strani in Pittsburgha na zahodni strani, ki sta izrazito modra, torej demokratska. Vzel sem Johnstown kot majhno, nekdaj velepomembno jeklarsko središče in Pittsburgh prav tako, ampak Johnstown je rdeč, Pittsburgh kot večje mesto moder. Malo ljudi ve, da v Johnstownu je živela in še zmeraj živi velika tudi slovenska skupnost. In nikoli v nobeni prevladujoči demokratski sredi jaz nisem mogel priti v volilni štab ali pa v lokalno izpostavo stranke. Ne, dober dan, zdaj pa eno izjavo, TV Slovenija, ne, ker niti slučajno nisem dosegel ničesar. Tam, kaj se je zgodilo? Pridem noter,
Ne? Jaz bi pa imel izjavo, pa to odkot Slovenija. A ste že govorili z Brianom? Kakšen Brian jaz? In mi dajo Everybody Briana. knows Brian. Ja, mi ga dajo na telefon. Pravi, ja, sej, oni mislijo, da sem Slovenec, ampak jaz sem v bistvu Hrvat. Ampak, a ste govorili z Julie? Pa se šti, nisem. 5 minut. Julie kliče, pečem kifelčke. Slovenka. Profesorica kriminologije na univerzi v Pittsburghu v izpostavi v Johnstownu. Drug dan smo imeli zajtrk, je rekla, veste kaj, bom prišla po vas, v katerem hotelu ste, s svojim majhnim rdečim avtomobilom vas bom odpeljala na zajtrk. In guess what? Na zajtrku je bil tudi Brian. Hardcore republikanski volivci, ki so meni, ko sem potem vprašal, zakaj volite pravnomočno obsojenega človeka, milijon razlogov. Zakaj? Pa da to ni bilo, nič ni bilo, nobenega nasilja. In to mi potem nekdo, profesor kriminologije na univerzi, se ji je zdel to sekundarni pomislek. To je ena popolnoma drugačna mentaliteta, drug način razmišljanja, druge stvari vidijo. In najslabše je, če se v tem pogledu človek zanese na to, da bojo rekli, da je za njih pomembno gospodarstvo. Ker v Bidenovem času gospodarski kazalci sploh niso bili slabi. Obratno. In ti overregulated demokrati so v taki situaciji, kot je bila post-covidni, izvrstno vladali svoj posel, v gospodarskem smislu. Ampak republikanski volivci so mrtvo hladno trdili, da je za njih najpomembnejše gospodarstvo in da je gospodarstvo v franžah. In Trump je lahko, potem ko je prisegel, razglasil izredne razmere v gospodarstvu, s takšnimi gospodarskimi kazalci, ki bi ves svet si prste polizal, če bi jih imel. In zaradi tega on vlada z izvršnimi ukazi, ker mu ta state of emergency daje ta pooblastila. Drugače seveda ne bi mogel uvajati carin, kajti carine so v pristojnosti kongresa, ne predsednika. Skratka, carine so v bistvu nezakonite. Ampak zato, ker se je republikanska stranka nikome ništa, se je spremenila v zelo pravilno tako piramidalno stranko, hierarhije, kakršna bi bila recimo bolj značilna za rusko stran, in posluša liderja, so se, kar se pa sploh je neverjetno, da se neko telo, ki ima enakovredna pooblastila delu svojih, ali pa velikemu delu svojih pooblastil, preprosto odreče in reče na vse, da. To je, mislim, to je pa tudi, zgodovinska zadeva, Mislim, bil se priča nečemu, vsi vidimo, Človek je enkrat na oblasti, se z te oblasti zelo težko odreče. Sam si omenil. Ampak ono so vse. Ja, zdaj, Ameriko so zdaj kar obdelala, ampak si sam omenil torej tudi Rusijo v zadnjem izvajanju. Toliko časa za analizo Rusije, ki je zagotovo tudi tvoja specialnost. Jaz sem Rusijo zelo rad. Ja, ne moramo nameniti, ampak vendar, Trump je med drugim seveda napovedal vehementno takojšnjo ureditev razmer z Moskvo, dogovor o premirju v Ukrajini, nič se ni zgodilo. Premirje zdaj izgleda seveda dlje, kot je izgledalo mogoče tudi na koncu zadnjega ameriškega mandata. Kako zdaj, 2013 si odšel iz Moskve, mislim, da je bilo 2013. Ja. Iz Washingtona pogled na to Rusijo. Torej, Rusijo Putinovo, ki je šla v vojno, že 2014, na zadnje, in se je vojno stopnjevala potem leta 2022. Kako se vidi iz Washingtona? Jaz sem se nečesa naučil pri tem. Namreč nobena stvar na tem svetu, razen določenih fizikalnih zakonov, ni irreverzibilna. Jaz sem živel v Rusiji v času njene, to ni moja misel, to je misel akademika Pivovarova, ker sem ga intervjuval za svoje zadnje obzorja, mednarodna obzorja. Živel v Rusiji v času največje stopnje svobode v njeni tisočletni zgodovini. In jaz sem bil prepričan, da je to irreverzibilen proces, da oni ne morejo nazaj. Ampak pol leta po tiste, ko sem jaz obrnil hrbet Rusiji, so anektirali Krim. In verjetno ni bilo bolj razočaranega človeka, kot sem bil jaz.
In marsikateri izmed mojih prijateljev z Rusije same, no? ali pa enako mislečih ljudi. Za razliko od Donalda Trumpa je Vladimir Putin idealni model ruskega državnika. Ena splošna abstraktna predstava o tem, kako mora izgledati ruski voditelj, kako se mora obnašati in kako se upravlja z državo, je Vladimir Putin. Torej, to je ta zgodba o vrnitvi blišča in statusa vele sile, ne, imperija. Ne, to je podoba azijskega modela. Kana, sultana, oblasti v enih rokah, ročnega upravljanja z državo. Okay. To, o čemer pa ti govoriš, je pa seveda dopunski broj. Skratka, to je tisto, kar je naredil več. Ampak Rusi nikoli niso mislili o sebi kot o neovelesili. Takrat so malo trpeli, zato ker pač so videli, da jim ne gre najbolje v 90-ih letih. Ja, nek ekonomski. Ampak nikoli niso sebi razmišljali kot o tretjerazredni državi ali pa kot neovelesili, ne kot imperiju. Meni so takrat spet, ko sem bil še dopisnik, se pogovarjal zlasti z oporečniki. Ljudmila Aleksejeva mi je rekla, veste, mi najprej, preden karkoli bomo storili, moramo najprej premagati naš imperialni sindrom. In tega ne vidim, da nam bi to uspevalo. Ne, Putin ga je natreniral, verjetno še bolj. Ampak to zato, ker to horizontu pričakovanja, spet sem pri tem literarnem terminu, poprečnega Rusa popolnoma ustreza. Ni ga voditelja. Sicer to je pa značilnost tovrstnih režimov, da pač ravno konkurence ne ustvarjajo ti voditelji okoli sebe. Ampak ni ga nekega kandidata, ki bi bil primernejši od Putina, kot ruskega predsednika. Zdaj, ali nam to všeč, ali nam to ni všeč. Mislim, kdo pa nas vpraša? Ali nam všeč, da spreminja ustavo in lahko ostaja predsednik ali ne? Če njim to ustreza, zakaj pa ne? Tukaj je ta spet catch-22 v razumevanju Zahoda, Rusije. Vsi pričakujejo, da bodo vsi želeli, demokracijo po ameriškem sistemu. In zdaj skozi zadnja vrata prišel Trump, ki je sesul ta sistem ali pa ga sesuva, in potem seveda mi bi se zdaj morali vprašati, kaj pa je zdaj naš ideal? Ali je to? Ja, ampak In pričakovali so, ja, da bo večina ruske javnosti želela nekaj drugega, kot ji lahko Putin ponudi. Kolosalno nerazumevanje. Droben primerček. Pogovori med Putinom in Bidenom. In potem ameriški novinarji vprašajo nekaj, pozabil sem, kako so formulirali vprašanje, ampak nekaj v zvezi, a je zadovoljen z izidi pogovorov. In Putin jim citira Bunina. Kaj pa je sreča? Sreča je nežno migotanje lučk daleč na horizontu. Nihče ni razumel, kaj hudiče je zdaj človek misli s tem. In išli so članki. Zakaj Putin ne najde sreče v Ameriki? Jaz moram reči, da sem se valil od smeha. Meni je bilo smešno. Zato, ker Američani, to se tudi lepo vidi, če vi gledate parado vojaško v Rusiji, kakšna glasba igra zraven. Vi imate simfonične orkestre, igrajo marše. V Ameriki gre samo vojaški orkester z bobnom pa z pikolami. In ko so za 4. julija ognjemeti v televizijskem prenosu, verjeli ali ne? Ampak v spremljavi glasbe Pjotra Iliča Čajkovskega iz leta, tale njegova suita 1812. In ko sem jaz začel sprašati, zakaj, to je meni totalno čudno, zato ker, glasba je čudovita, da se razumemo, pa je na vojaško temo, ampak 1812, takrat je vendarle Francija, ki je bila ameriška zaveznica, napadala Rusijo.
Sami so se borili z Britanijo, ki je bila seveda tudi na drugi strani, ne? Njihova nekdanja kolonialna velesila, zdaj pa oni igrajo to glasbo. Ob svojem maršu, ne? Da se razumemo, oziroma ognjemetu, s katerim slavijo svojo neodvisnost. Ne razumejo. In to je verjetno odgovor, ne? Popolno nerazumevanje kulture. Ne? In to na Rusijo gledajo kot da imperialistično neko velesilo, sebe pa ne dojemajo kot imperijo. Mislim, ja, že kot imperij, ampak ne z istimi kriteriji, recimo, ali pa z istimi značilnostmi. Ne? Ampak bilo je nekako prognozirano, da se bosta dva avtoritarca lahko morda boljše dogovorila. To bi bilo mogoče, ne, če bi se tudi njuni ekonomski in politični siceršnji interesi pokrili. Ne? Ampak žali Bog, mislim, da predsednik Trump ne bi znal natančno pojasniti, kakšni so njegovi politični ali pa kje on vidi ameriški interes tukaj. Vidi ga pa seveda v enem hitrem dogovoru, da zadevo od akta odmakne z mize in se začne pogovarjati o biznisu. Ne? In tega tukaj seveda Putin ni ta sogovornik. V Kremlju so se seveda samo nasolili nazaj, začeli takole plest s prsti. In so rekli, pa smotrim. I ani smatrjati, da si jih por. Torej, oni opazujejo vse do danes. Ampak neko obdobje, sam si rekel, živel sem v času odpiranja Rusije. Ne? Torej, delo se je, da Rusija gleda proti Zahodu, da išče tam partnerstva. Pisal si ne na zadnji v svoji knjigi, da je bila Rusija ena, če ne prva država, ki je ponudila obveščevalne podatke Ameriki. Absolutno. Po September 11. Ne? Ampak zdaj vidimo tu Rusijo obrnjeno popolnoma drugam. Stran od Zahoda, Kitajskih, k Iranu. Torej, Putin je naredil v tem času tudi sam pri sebi veliko obratov. Ja, ampak zakaj? Zato, ker se NATO širi. Mislim, NATO širi. No, to je tudi zanimiva zgodba. Ne? O širjenju NATO, pa tisto not for an inch. Skratka, niti za 5 proti vzhodu. Knjige so o tem napisane. Ampak prej sem omenil, ne, da je razpadel, ta dvopolarni svet je razpadel, v enopolarnem svetu se je znašla kot absolutna zmagovalka Amerika. In ni znala preceniti ali pa pravilno oceniti z tega svojega položaja, kaj to pravzaprav Ameriki prinaša. In samopašnost ameriške politike v tem času je seveda pripomogla k temu obratu tudi Rusije proti Kitajski. Ne? Tudi političnem in recimo čisto energetskem pogledu. Energetski pogled pravzaprav je podstat te politike. Ali pa recimo simptom ali pa zunanji znak, da se res tudi politika in strateška navezava spreminja. Ne? Je bila narejena na energetskem področju. To so vse posledice zmotne, ne samo Bushove politike, ki so takrat zavrnili veliko stvari, torej ne partnerstva z Rusijo v boju proti terorizmu, ampak predvsem politike Baracka Obame. Njegova zunanja politika je bila za to vrste strateške navezave katastrofalna. Namreč, v mojem času v Moskvi, jaz sem delal ogromno energetskih tem. To so, moji kolegi so se malce navduševali z mene, da sem doktoriral iz plina. In sem res. Sem o plinu, pa o plinovodih, mislim, čuda stvari so se naučil. To, da jih nisem šel sam polagati. Ampak vsak strokovnjak z energetiko je meni takrat zagotavljal. Mi nikoli, takrat ni bilo niti enega naftovoda iz ruskega ozemlja na Kitajsko. Nikoli ne bomo zgradili cevi, kajti cevi ne morete premakniti. In če imate na drugi strani tako potratnega, torej ali pa žejnega partnerja, kot je Kitajska, in je vaš edini cilj, seveda, ker je pač plinovod oziroma naftovod tja speljen, bo na koncu diktiral ceno. Mi tega nikoli ne bomo naredili. And surprise, surprise, zdaj je vse. V ta objem Kitajske je Rusijo potisnila politika Zahoda. Nezaupanje,
takrat, In tudi v vojno v Ukrajini, trdiš to? Tukaj ne bo. Ne. So teorije. So teorije. Verjetno je eden od stranskih, ali pa recimo mogoče manj ključnih razlogov tudi to, seveda. Ne? Ampak ne bi šel pa tako daleč, ker sem delal intervju z politologom, ki je napisal to knjigo o tem, ne? Kako je Zahod pripeljal vojno v Ukrajini. Ampak tega, česar potem nisem mogel celoti povedati po tem intervjuju, je to, ne, da je potem gospod, ki je doma v Massachusettsu, jaz sem se takrat k njemu peljal, v čudovitih krajih, v čudovitem predelu naravi, povabil na sprehod okoli jezera tamkajšnjega. In mi je rekel, veste, meni je žal, da sem napisal knjigo. Zaradi tega, ker sem se zdaj z vami pogovarjal. Namreč on je zelo korektno opisal ameriško zunanjo politiko v tem času in njen odnos do Rusije, ki ga je on razumel kot napačnega, ne? Ki je Rusijo potisnil v vse te odločitve. Česar pa on ni naredil, ne? Ni pa opisal ruske politike. Ne? In je izpadlo seveda, da je Rusija tam s prekrižanimi rokami in s pogledom navzdolž dela in čakala vse te udarce in sama ni naredila nič. Ne? Seveda je to zmeraj dvostranska cesta. Mednarodni odnos. Mednarodna politika, mednarodna diplomacija, multilateralna diplomacija. To so večsmerne ceste. Ne? In tudi Rusija je veliko v tem smislu naredila. Ne? To, kar mislim, da Američani nimajo prav v tej vojni v Ukrajini je, ne, da jo vsi, tudi najuglednejši strokovnjaki za Rusijo in Sovjetsko zvezo v Ameriki to razlagajo kot ruski imperializem. Ruski imperializem se je zgodil prej. Ne v vojni z Ukrajino. Kaj je ruski imperializem? Jaz sem leta 2010 snemal Mednarodno obzorje v Ukrajini. Tedanja urednica mi je rekla na televiziji: Andrej, zakaj moram jaz to gledati? Ne vem zakaj. Jaz sem namreč potoval po Ukrajini od zahoda proti vzhodu in spraševal ljudi, jaz sem govoril v ruščini in sem rekel, odgovarjajte mi v jeziku, v katerem želite. V ukrajinščini, ruščini. Kdo ste vi? Nihče. Niti v Donjecku, niti v Mariupolu, ki ga danes praktično ni več, mi ni rekel, jaz sem Rus. Ni bilo ruske manjšine ali rusko govoreče manjšine, ki je opravičilo Rusije za to vojno. Ne, nihče. Vsi so mi rekli, sem Ukrajinec, ampak govorim v ruščini. Ampak sem Ukrajinec. V Ukrajini ni rusko govoreče manjšine, ker večina govori rusko. Tam je rusko govoreča večina, ki pa ni bila etnično opredeljena kot Rusi. In ruski imperializem se je zgodil kako? Z kombiji, ki so vozili potne liste. Delili so v državljanstvo. Dvojno državljanstvo so delili ljudem, ki so pa seveda to z veseljem sprejeli, kajti pol Ukrajine je bilo zaposlenih v Rusiji. Seveda je lažje, če si državljana, ne? In to je ruska manjšina, ki jo ščitijo z vsemi temi stvarmi. In danes sem se pogovarjal z gospo, ki je begunka iz Donjecka, ki se ne more vrniti, zato ker Donjeck je danes v Rusiji, ki ga je Rusija pripojila, brani svoje ozemlje, dobiva elektriko mislim, če se ne motim, za 2 uri vsaki 3. dan. In ni pitne vode. To je skrb za ruskega državljana? Ni, ne? Ne. Ampak to je stvarnost Rusije v njenih novo pripojenih ozemljih v Ukrajini. Danes seveda, če bi šel delati podobno oddajo, mislim, če bi lahko, ne, če bi bilo to fizično izvedljivo, bi mi verjetno vsi govorili, ja, smo ponosni Rusi, ne? Od tega je 15 let. V 15 letih, to je bil nation building, nation making v ekonomloncu. Ne? Life, v živo. V živo, Ja. v živo, ne? Od aneksije Krima gor. Ja. Ne? Ampak ruski imperializem se je zgodil predtem z
z tem dvojnimi državljanstvi, kar je podobna zgodba recimo v Kazahstanu. Kazahstan ima tudi dolgo zgodbo, čeprav tam seveda ni prišlo do spopadov, ampak vendarle, ruska manjšina tam seveda, so vsi dvojni državljani. Ampak mogoče še to samo obdelava za konec, ne? Perspektiva te vojne, tega konflikta skozi tvoje oči. Ne? Na eni strani vendarle imamo Putina, ne? Voditelja od leta 1999, ki zatira opozicijo. Brali smo ravno te dni, kako v skrivnostnih okoliščinah umirajo visoki uradniki, oligarhi, celo nekdani ministri, z odprtimi konflikti. Torej, Trumpu ni uspelo z njegovo čarobno paličico, kako bo on v 24 ali koliko urah je rekel to rešil. Kaj vidiš za te kraje? Kaj se bo zgodilo po tvojem? Jaz mislim, da tukaj ima Trump prav, ko pravi, da je to pravzaprav evropska zadeva, ne? To je problem. Da mi ne vemo, kaj bi pravzaprav s to situacijo naredili, in to je naša neposredna soseščina. V teh krajih se ne piše nič dobrega v vzhodnji Evropi. Ne more se, zato ker so bile stvari prignane do absurda. Absurda. In je težko stopiti čez to in zdaj ne vem, kaj je največja razlika med Američani in Evropejci. Američan seveda naredi napako, pade, se ga poteptajo v prah, ampak potem, kar nekaj ostane, pa se utrese prah, sklač pa gre naprej in ne nosi s sabo svoje prtljage. Mi to vzamemo vse resno, ne? In vlečemo mi prtljago iz druge svetovne vojne, prve svetovne vojne. Mimo grede imamo mi zdaj takoj temo, kdaj so izgnali Jude iz notranjih avstrijskih dežel. In to je lahko celo, ne vem, tema v aktualno političnem ključu, ne? Tega Amerika ne pozna. Ampak mi s tem našim načinom, evropskim načinom historičnega razmišljanja, jaz se sploh ne znam predstavljati. Mislim, sigurno ne in my lifetime, da se bo to rešilo. Koliko zamer je poustvarjenih s tem? Osebnih bolečin, osebnih zgodb. Hkrati pa jaz bi pri presojanju čez palec, ne, ljudi upozoril samo na nekaj, ne, ker zdaj s to ameriško držo, ki ni simpatična, ne, če jo gledamo od zunaj, veliko ljudi išče neko razumevanje za rusko politiko, recimo tudi za vzroke, zakaj je prišlo do invazije na Ukrajino. Ne. Jaz bi samo opozoril na to, kako je tistega februarja predsednik Putin tem govoru utemeljil, zakaj je do invazije prišlo. Posebne vojaške operacije. Posebne vojaške operacije, da se lahko tukaj malce, si bi vošel več svobode, ker nisem v Moskvi in me ne bi aretirali, ne, zaradi napačne oznake. On je tukaj uporabil historično pravo, ne, in Ukrajince je imenoval za narod brez zgodovine. Za Ukrajino kot neko entiteto, ki nikoli entiteta ni bila. Jaz mislim, da z evropskim zavedanjem identitete so to zelo težke besede, tudi za Ukrajince same. Ne? Po eni strani zdaj za pol države, ali pa pač ta zasedena ozemlja jim vsiljujejo, da so Rusi, ne? Ali pa pač primorani so se tako počutiti. To mora biti za ljudi zelo težko. Hkrati pa na drugi strani se nehote ali hote izostruje ta identiteta ukrajinskosti, ne? Tako močna, kot je verjetno nikoli niso prej čutili na tak način. Ne? Kar je za nas tukaj neverjetno ali pa težko razumljivo je, da ta identiteta ni bila vezana na jezik. Ne? Kar sem že prej namignil. Ne? Ljudje se sporazumevajo v enem jeziku, ampak imajo pa se za pripadnika druge etnije. Zato, ker je ukrajinščina se dejansko ohranjala v predeljih najbolj zahodnih, ki so pod sovjetsko državo prišli šele v času druge svetovne vojne. Prej so bili poljski. Ampak kaj je bila ukrajinščina na poljskem? Ukrajinščina na poljskem bi bila jezik, tu se zelo krasno prepoznamo Slovenci v tem, spodnjega družbenega razreda. Ne? In do sem pridemo, če uporabljamo motivacijo zgodovinskega prava v mednarodnih odnosih danes, ne? Do popolne razveljavitve enih nacij
in več vrednosti drugih nacij. In z evropskim historičnim spominom je to samomorilsko. Zato, ker čez to ne moramo stopiti. Nič dobrega iz tvojih besed. Ne, jaz sem zelo razočaran. Jaz sicer sem velik podpornik evropskega projekta, moram reči. Zato, ker jaz razumem Evropsko unijo izključno kot forum, znotraj katerega se lahko pač naši voditelji sprejo, ampak ne nujno napovejo vojne. In Evropska unija je dobra samo za to. Predvsem za to. Ja, pa za sredstva, ki jih črpamo, ne? Seveda. Ampak v tem političnem, bom rekel, pogledu je predvsem to, ampak hkrati je pa to njeno prekletstvo, ker jo dela zelo okorno za današnji svet, proces je predolg, iskanje konsenza je mučno, in to, kar pa očitajo Evropski uniji in v Moskvi in v Washingtonu, je, nima enega telefona. To jih strahotno moti. Da ne pokličejo od Henrija Kissingerja naprej, niso dojeli, da je tako, to pomembno. Tako. Eni ne drugi. Ne? Mislim, Evropejci niso dojeli, ampak kako pa boš naredil en telefon, dosegel, če imaš pa tako raznolikost, ne? Ja, ki je sicer bogatstvo, ne? Je pa v enih okoličnah take čisto operativnosti in današnjega sveta lahko tudi ena taka cokla, ne? Na nek način, kar pa ne samo v dojemanju identitete, ampak tudi v gospodarskem pogledu. Ja. In pogledu neke gospodarske učinkovitosti, kajti Evropska unija z svojim in varovanjem recimo socialnih pravic, pristopu do proizvodnje in tako naprej, postaje nekonkurenčna. Nekonkurenčna zlasti Aziji, tu smo spet pri dilemah, kdo nadzoruje proizvodnjo, svetovno proizvodnjo. Evropa ne more več proizvajati na svojih tleh nesubvencionirano konkurenčnih izdelkov. In delovna sila tukaj je preprosto predraga. To ni moje mnenje, to je moje mnenje, ampak ne nekaj, kar bi ga jaz zagovarjal kot v smislu, da je to slabo. Ne? Ja. Za življenje v Evropi je to seveda prekrasno, ne? Ampak vprašanje je, koliko je na dolgi rok vzdržno, kajti tukaj smo mi naredili verjetno eno napako, ali pa ne, ali pa je recimo prezgodaj soditi. Namreč, da bo evropski model zgled za ostale, ampak predvsem od spodaj navzgor, da si bodo predvsem delavci ne želeli podobnega položaja, kot ga ima delavstvo v Evropi, in bodo s tem pritiskom spreminjali razmere pri sebi doma. Govorim zdaj tako o Ameriki kot o Aziji. Ampak je Evropa postala tega procesa ravno nekako ne opazimo. Ne? Zdaj pa pravijo, da je Evropa kvečemo postala muzej na prostem. Mislim, to je sicer čisto lepo, jaz presegam na muzeje, jaz obožujem muzeje. Ne? Ampak bojim se, da tudi muzej, ne, vidimo to iz praktičnega življenja muzejalstva, potrebuje sredstva. Res je. Z veseljem bi zdaj s tabo zavil še v evropske, kako temu rečem, slepe stranske ulice in avenije. Ampak počasi bova pripeljala bom rekel, zelo globalni pogovor do konca, ampak preden pa narediva še zadnjo piko, pa se ustaviva še pri popku sveta. Ne? Absolutno. Torej, zadnje dneve spremljamo tvoje res izvrstne črtice iz zelenega Štajerja, ne? S Ptuja, okolice, Maribora, tvojega rodnega Maribora. Ne? Ja. Povej, odkrivaš na novo te kraje, ne? Ker meni je tako, bom rekel, zabavno in vznemirljivo brati tvoje skoraj da dnevniške zapise, kaj vse se ti dogaja. Ne? Zdaj pa človek, ki dela v Washingtonu, delajo v Moskvi, kaže pa tako veselje in vznemirjenje na Ptuju in okolici. Povej, Andrej, zakaj? Jaz sem, pač to je moj najljubši del Slovenije, ne? Jaz sem Mariborčan po mamini strani iz Prlekije, iz okolice Ljutomera. To so zame najlepši kraji. Ne? Tam se res, mislim, v teh krajih se pač počutim res najbolj doma. Imam tudi največ ljudi, največ prijateljev, ki mi veliko pomenijo. Hkrati pa, ja, na nek način je to odkrivanje na novo, je pa nekaj zanimivo. Ali je to neka terapija, ko prideš z one divje Amerike? Jaz bom tvegal bom nekaj hipotezo, no? Ne bom rekel, da ravno teorija.
6 let je prelomnica. Ne? 6. leto, to se mi je zgodilo namreč v Rusiji. Ne? Do takrat jaz nekega posebnega domotožja ali pa ne vem, take navezave nisem čutil. Ne? Ampak 6. leto pa ne vem, sem začel pa blazno pogrešati. In zdaj se mi je to zgodilo podobno tudi v Ameriki. Ne? Tako da mislim, da je to prelomnica, ko se človek začne vendarle nekako bolj zavedati, ne? Odkot je, kako več mu pomenijo te stvari. Hkrati sem se pa jaz tudi malce postaral, ne? Vsi gremo pač to pa je enosmerna pot, bi človek rekel, ne več. Ampak v resnici uživaš zdaj v krajih, dogodkih, Zelo. v majhnih, velikih. In tukaj in tu so spet pri tej Evropi, ne? Nemogoče je v Ameriki, ki gleda vse skozi ekonomsko prizmo, ustvarjati tolikšno ponudbo, kulturno in kakršnokoli v tako majhnem okolju, kot je Ptuj ali pa celo Maribor, ker je to nerentabilno. To se ekonomsko ne splača. Tukaj pa jaz doživljam na enem Ptuju z njegovimi 18,000 prebivalci večjo kulturno ponudbo, ne bom zdaj rekel, mislim, tudi kot v Washingtonu. Ne? Dobro, tukaj sem na dopustu, imam več časa za udeleževanje, ampak seveda pa tam je ogromno muzejev in vsega tega. Ne želim posploševati, ampak tako, da bi eno kulturno življenje tako sevalo v okolje, v svoje mesto, in tega jaz v Washingtonu ne čutim. To je bilo tudi recimo moje vprašanje, ko sem snemal reportaž recimo iz Nacionalna galerija umetnostna, samostojna inštitucija, to ni del Smithsoniana. Zdaj, ko poslušajte, dajte mi razložiti, zakaj jaz kot prebivalec Washingtona ne čutim vaše navzočnosti v mestu. Zakaj ne prepojite tega mestnega tkiva s svojim programom, svojo ponudbo? Zakaj računate samo na šolske otroke, ki jih bodo iz vseh koncev Amerike enkrat, mogoče, če je dobra šola, pripeljali na izlet v DC? Kaj je to žarčenje, ne? In me niso razumeli. Oni niso razumeli, kaj jaz sprašujem. Hočeš povedati? In potem so mi šele kasneje, ko sem pa delal nekaj podobnega o afroameriški umetnosti in kulturi, povedali, ker to ni naša dolžnost. Ja. Dolžnost Nacionalnega muzeja je zbiranje za zanamce. In to počnejo. Ampak tudi mi imamo muzeje, ki zbirajo za naše zanamce. Ampak jaz recimo na Ptuju bistveno bolj čutim navzočnost Pokrajinskega muzeja Ptuj in Ptujskega gradu, kot pa katerekoli od Smithsonianovih organizacij, pa so mi nekateri muzeji zelo, zelo blizu, in sem pogosto obiskovalec, pa vendarle ne, tam se jaz individualno moram odločiti in ciljno oditi tja. Nikjer pa me mimo bežna informacija ne pritegne, da bi rekel, to pa moram videti. Nikoli. Jaz ne vem, dokler ne grem na njihovo spletno stran, kaj je aktualna razstava v Nacionalni galeriji ali pa v Hirshhornu recimo. Ne vem, ker moram na njihovo spletno stran. Oni niso navzoči v tem mestu. In to je nekaj strašno nenavadnega. Ne? In to je tisti šarm, ki ga jaz čutim recimo tukaj. Ne? Andrej Stobar, hvala lepa za vse misli, refleksije, tudi zgodovinske ekskurze, ki so za razumevanje tega, kar živimo danes, zelo pomembni. Zdaj jaz bom takole rekel, uživaj še te dni, kar si v domovini, potem pa se seveda veselimo tvojih oglašanj v radijske in televizijske oddaje, še 2 leti, ne? 2 leti je še. Hitro mi povej, vznemirljivost dela Rusija, ZDA, podobno, ne moreš primerjati? Težko primerjam, zato ker je zdaj s Trumpom to podobno tornadu, kar se dogaja. Mi je pa Rusija bila verjetno v enem smislu razmišljujočem nekako bolj pisana na kožo kot Amerika, ampak Amerika je zelo zanimiva. No. Še 2 leti vsaj, ne? Ja. Tako da naslednjič, ko se boš spet oglasil, se oglasim tudi v našem studiu. Ziher bodo teme nove, pa tudi o RTV-u nismo nič rekla. Joj, mogoče pa bolje tako. Hvala lepa. Andrej Stobar je bil z nami, dopisnik RTV-a iz Washingtona trenutno. Gotovo se še srečamo. Mi pa se srečamo z nekaj ekonomsko-propagandnimi sporočili že po naslednjem slotu. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek.
Kaj bomo brali v Večerovi prilogi v soboto? Pišemo o slovenskem vojaškem holdingu v ustanavljanju v režiji SDH, ki že dviguje veliko prahu. Oboroževanje je postalo spet del globalne politične agende, poleg tega pa so to vrstni posli nemalokrat tudi leglo korupcije. Kaj prinaša novi vojaški holding, kakšen bo nadzor nad njim? Timotej Milanov in Darja Kocbek sta se lotila te teme. Kardiolog in pisatelj palestinskih korenin Franjo Hussam Nadži je letos postal organizacijski vodja interne klinike UKC Maribor. Jeseni pa bo izdal novo knjigo o srcu. Piše tudi nov roman. Morda kdaj napiše tudi kakšnega o Gazi. Z Jano Juvan sta se seveda pogovarjala tudi o razmerah v slovenskem in mariborskem zdravstvu. Politično zatišje je le navidezno. Po poletju sledi vroča politična jesen, ko bodo parlamentarne volitve res že zelo blizu. Volilne kampanje danes pravzaprav tečejo vse skozi, ne le mesec ali nekaj mesecev pred volitvami. Kakšne so danes politične kampanje, kakšno politično komuniciranje sicer? Zakaj je politika postala predvsem šov, kjer manjka vsebine? Kako na kampanje vplivajo družbeni mediji? Kakšno vlogo bo imela umetna inteligenca? Pogovarjal sem se s komunikologinjo dr. Mojco Pajnik. Poglejmo še v Večer v nedeljo. Pop-rock zasedba Jet Black Diamonds, Vipavska dolina nas še vedno zaznamuje, pravijo v zgodbi Večera v nedeljo. Najdaljša adrenalinska kolesarska vožnja v Evropi je na Koroškem. Bili smo tam in vi boste lahko o njej brali. Vrtnarski mojster Matij Cever pa to nedeljo o tem, katere rastline polžem ne teknejo. Vam pa bodo zagotovo teknile številne tudi ostale vsebine na Večerovih tiskanih in seveda digitalnih kanalih. Vabljeni, da ste z nami, da nam sledite, da nas berete, da nas gledate in nas poslušate. Naj bo poletje še naprej prijetno tudi z Večerom. Se beremo in se slišimo.